Kdor si na svojega Ducatija namesti ta Akrapovičev izpušni sistem, bo imel do 10% močnejši in okoli 5 kg lažji motocikl, pa še videti bo zelo dirkalno. Seveda dizajn je v našem poslu zelo važen, ni pa primarno. Primarne so vsem performanse in teža in zvok, tako da tukaj je bilo pa res dejansko vse združeno. Krivec za ta tehnološko-oblikovalski biser je inženir Mitja Mahnič. Z ekipo je izpuh razvijal kar 1,5 leta. Koliko ur je za to porabil, ne ve. Ve le, da mu razvoj ni kratil spanca. Jaz sem že človek, ki pač ne rabim veliko spanca, tako da, ne vem, 5-6 ur je dovolj. To je za vas normalno? Zame je to normalno. Akrapovičev izpuh je premagal zveneča imena, kot so BMW, Audi, Mercedes in druga. Je bilo to morda zato, ker je v žiriji sedel Slovenec, z Alpino 2-kratni dobitnik Red Dota? Jaz mislim, da pri tem natečaju to ni možno. Nevtralnost, različni pogledi, zelo različni strokovnjaki in tako naprej da to možnost, da zmaga argument, ne pa osebni okus. Ni čudno, da Akrapoviča, ki zaposluje dobrih 600 ljudi, ceni tako staro kot mlado. Je za delavce pošten. A veste, tako sem jaz delavka, pa niso bili pošteni zame. Skrbi za družine, mlade družine in to, da pač je zaposlitev tudi. Spoštovanje si je Akrapovič pridobil tudi z vlaganjem v lokalno okolje. Podpira šport, dobrodelne prireditve, razmišlja celo o vrtcu za otroke zaposlenih. Ker mislim, da tudi precej razbremeni zaposlene, da imajo lahko nek vrtec, ki je dejansko fleksibilen, majčkeno bolj, kot so te normalni vrtci. Odslej pa Ivančna Gorica ne bo edina, ki se bo lahko hvalila z Akrapovičem. Že konec poletja se njegovo podjetje širi v Črnomelj, kjer so mu komunalni prispevek znižali za 60%. Tamkajšnje podjetje bo kruh dajalo kar 120 Belokrancem.